Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o čustvih in sicer zasvojenost s slabimi čustvi. Pa bi si človek mislil, pa nočem imeti slabih čustev, nočem se non-stop počutiti slabo. Ampak, zdaj za vse tiste, ki mogoče berete knjigo Joe Dispenza, Postanite brezmejni, noter pač piše lepo, kako delujejo te povezave v naših možganih. Se pravi, vsakič, ko občutim neko čustev oziroma ko občutim ali pa ko mislim neko misel, se dela v možganih neka povezava. In vsakič večkrat, ko jo pomislim, bolj sigurno postaja to neka ustaljena pot, se pravi, to postaja moja navada. No in dejstvo je, da to, kar postaja moja navada, to pomeni, da postaja potem to tako moje življenje. No in zdaj gledajte. Za nekatere bi človek rekel, ja, poglej, ta se ima zmerom dobra, ne? Zmerom dobre volje, zmerom vse poka po šivih, tako dobre volje. In dobesedno ustvarjamo, jaz zase govorim, vezja v možganih, povezave v možganih z pozitivnimi čustvi, pozitivnimi mislimi. Po drugi strani pa, ko razmišljamo nekaj negativnega in non-stop ponavljamo en in isti dogodek, ustvarjamo vezje v možganih in nastajajo avtoceste žalosti. No, vam povem en moj primer iz mojega življenja. Leta nazaj, otroci so bili takrat še majčkeni, jaz sem padla v eno globoko žalost, razočaranje. Na večjih frontah življenja se mi je enostavno sesul. Pri podjetju je bilo šikaniranje na delovnem mestu, doma nisem imela podpore, otroci so bili bolni. Dobesedno na vseh ključnih področjih mojega življenja je bila katastrofa. No in takrat sem pač iskala pomoč, ker greš k nekomu po novo moč, zato da se boš boljše počutil. No in jaz res grem k eni gospe, ta gospa piše knjige in jaz sem takrat s takim veseljem prodajala te njene knjige, pa ne bomo o imenih, ni pomembno, ampak je bilo tako zanimivo. Neke provizije sem imela in sem jo poklicala, da bi prišla k njej na svetovanje za tisto provizijo in da je to to. In pridem jaz k njej na svetovanje, ja, sesuta sem bila. Otrok je bil non-stop bolan, mislim, da ta srednja hčerka. V zakonu sem imela težave, mislim. In ona, očitno se je pozanimala, takrat sem že imela spletno stran Srečno življenje in ona pravi, reka, tamle je špegel. Poglejte se v špegel. Kakšno srečno življenje. Glejte, izgledate grozen. To je sam blef. Vam povem, jaz sem se počutila, že tako sem bila na tleh, kot cigaretni ogorek, ki nekdo še nanj stopi, da ga ja ugasne. Pač brez energije. In vam povem, takrat ta guru, v narekovajih, mi je dala zamisliti, veste, ker je v bistvu pokazala, tako zelo na hard pokazala, kako se ne dela s strankami, zato ker stranka takrat pride po novo moč, ko je na tleh. Druga stvar pa, da imam moč v sebi, se pravi, da ni potrebno, da iščem pomoč pri raznih gurujih, ampak da je čas, da jaz zgradim v sebi rešitve in najdem rešitve iz tega ven. No, v glavnem, začela sem potem pošteno delati na sebi in začela iskati radost življenja. Ker poglejte, če vedno samo skrbiš za druge, da bojo otroci pošlihtan, da bo mož pošlihtan, da bo v službi dober, da bo to dober, da bo ono dober, kje v tej zgodbi si ti? In če pozabiš na sebe, glejte, enkrat ne zmoreš. In ko ne zmoreš, si v bistvu razočaran nad vsemi, ker ne vidijo tvojih potreb, ampak najhujš pa je, ker smo razočarani sami nad sabo, ker nič ne naredimo za sebe. In tudi nimamo moči, da bi nekaj naredili za sebe. Zato je tako pomembno, da začnemo delati zase drobne korake. Enostavno drobne korake. Zdaj pa kje začeti kidati, takrat, ko imaš
vsega čez glavo. Prva stvar, in tukaj vas bom res povabila, vzemite v roke knjigo Ko imajo duše žur. In začnite od začetka. In tukaj noter potrebo imam potem, da sama sebe sabotiram. Kdo je imel to potrebo? Jaz. Strah me je resnice. Kdo je imel ta program? Jaz. A veste, sama sem šla predelati te zadeve pri sebi, da sem prišla do zaključka. Strah me je resnice. Potrebo imam potem, da vedno znova sama sebe sabotiram, da sama sebi potikam bombe. In dobesedno, zdaj pa spet, če beremo Joe Dispenza, on piše tako, da kot bi sporočal življenju, daj mi ponoven razlog, da se počutim slabo. Se pravi, v osnovi smo zasvojeni slabimi čustvi. No in zdaj, kako zdaj to zasvojenost spraviti sebe ven? Danes sem dala sliko srčne čakre, ki je povezana s radostjo življenja, po drugi strani je pa povezana tudi, ko usahne energija na srčni čakri, z razočaranjem. In poglejte, prav čustvo razočaranja blokira delovanje timusa. Timus je pa center za imunski sistem. In ko mi občutimo razočaranost, je razočaran naš imunski sistem. Bolj kot je razočaran imunski sistem, bolj so razočarane tudi celice in slabše je naše zdravje. In seveda potem nas lahko najmanjša zadeva pač podre. Dobimo, danes sem z eno gospo govorila, rotavirus, pa ena gospa se že leto pa pol sestavlja po koroni. V bistvu nam telo sporoča, nekaj boš morala zase narediti. Ampak prav narediti. Zdaj pa kaj narediti v tem primeru, če se sestavljamo? Prva zadeva je tehnična. Čisto tehnična. Potrebno je poskrbeti, da dovolj spimo. In ja, kaj pa, če ne moreš spati? Vzame zdravilno molitev dekodiranja in jo poslušaš. Ni druge, nekaj moraš drugače narediti, ne? Poročila ugasneš, ker poročila te tako ali tako blokirajo, in začneš delati za sebe, sploh po 6. uri, stvari, ki te osrečujejo. Pa mogoče pomislite, kaj pa mene osrečuje? Sedem se pred televizijo, pa gledam televizijo. Ja, ne vem, se pa umakneš mogoče nekam, kjer ni treba gledati televizijo. Zato televizije. Gre se za to, da če delamo ene in iste stvari, ki so nas pripeljale do problema, moramo začeti delati nekaj drugače. Saj poznate definicijo norosti. Delati eno in isto in pričakovati drugačne rezultate. Se pravi, treba nekaj začeti delati drugače. Kaj je tisto, kar napolni vaše baterije? Mogoče greste v savno, mogoče tudi, zvečer se stvari umirijo, večji del ljudi visi pred televizijo, na večerni sprehod. Veste, kako so to lepi sprehodi? A veste, kako so lepi sprehodi? Tam okrog 9, 10 ure, ker se že ugaša, prilepljeni pred televizijo. Ja, jaz hodim tudi takrat na sprehod, ker mi je lepo takrat iti ven. Naslednja stvar, potrebno je poskrbeti za to, da dovolj pijemo. Dobro, pa saj to so osnove. Potem naslednja stvar za imunski sistem, naš imunski sistem rabi, takrat, ko smo podhranjeni, tudi prehranska dopolnila in sploh kdor ima težave s srcem, z srčno čakro, z razočaranjem. Pogosto srčna čakra potem udari na pritisk, na težave z jetri. Pametno, mogoče kakšno česnovo prehransko dopolnilo vzeti, omega-3, C-vitamin. No, povabilo, to dobite tudi pri meni na spletni strani srečnoživljenje.si in molitev in meditacija. Zdaj pa vemo, da molitev, sama kot molitev, da vedno znova poudarjate, stvarnik ne pripelji me do skušnjave, to je del Oče naša, ali pa Sveta Marija prosi za nas grešnike in spet poudarjaš, jaz sem grešnik. To je brez veze za moje pojme. Molitev mora biti nekaj, kar je sestavljena iz pozitivnih besed. In te pozitivne besede,
Ja, zato pišem take zadeve. Tukaj noter v knjigi, ko imajo duše žur, zadnje poglavje je napisano, so notri molitve, prošnje nad angelom. In recimo sploh nadangel Mihael, ki je nadangel angelske zaščite, rezanje eteričnih vezi. Mi lahko prosimo angele, da odstranijo vse tisto, kar je slabega. Samo prost moramo. Da vam preberem. Ne sodi, ne kritiziraj, ne ocenjuj, ne pritožuj se, opusti potrebo imeti prav. Ko to počneš, pritegneš nizke energije iz okolja in te energije te še dodatno nagovorijo k temu, da še bolj sodiš in še bolj kritiziraš. To je začaran krog, iz katerega pot ni vedno najlažja. Odloči se, da boš s tem prekinila in prosi nadangela Mihaela, naj ti pomaga. Mihael je tisti, ki temo spreminja v svetlobo. To je zapisala Dragica Nekrep in na Facebooku najdete tudi njen profil. Res vas povabim, vsakič, ko naredi objavo, je nekaj, kar ti dvigne motivacijo. Res krasna sporočila in poglejte, proste angele, proste nadangele, proste nadangela Rafaela, da vas pozdravi, da vas ozdravi zasvojenosti z negativnostjo, da vas ozdravi žalosti. Prosite nadangela Ariela, naj vam osvetli pot naprej. Angeli nimajo pravice se vmešavati v naše življenje, ampak ko jih prosimo, pridejo in pomagajo. Vedno. Prosite in vam bo dano. Trkajte in se vam bo odprlo. Recimo, nadangel Gabriel, to je ženska energija, ki nosi sporočila upanja. Jaz tako verjamem v ta duhovni svet, ki je okrog nas. Tako verjamem, tako zaupam in tako na dnevnem koraku vidim tako podporo, doživljam tako podporo, enostavno se stvari zlagajo. Vem, da ni enostavno, ko greš iz tiste teme, ko si na tleh, da vstaneš, da verjameš in zato uporabljam že leta in leta karte, angelske karte, na koncu sem sama napisala karte prehodu v novo dobo z namenom, da mi laži, pod prvo meni. In lejte, če pogledamo ta trenutek, kaj je za vas svetle duše, nadangel Gabriel. Večkrat ga prosite, sledim, zaupam, slišim vodstvo. In to vodstvo slišiš, ko si v miru, ko utihne notranji hrup in enostaven samo rečeš: Gabriel, kakšno sporočilo imaš za mene? Reci mi. In ga slišiš, to dobiš. Enkrat mi je ena gospa rekla: a pa ti slišiš? Ja, slišim, se to vsi slišimo. Ampak ko v sebi, predvsem hrup mora utihniti, potem slišim in samo rečeš: kaj mi ta trenutek sporočaš? In zaslišiš en glas, in sem dobila glas: Milina, bodimo bolj mili do sebe. Mi smo sami sebi rabli, ki se režemo glave, ki se obtožujemo, ki si govorimo, da nismo dovolj. Bodimo do sebe bolj mili, sočutni do drugih ljudi. Zdaj pa ena stvar. Sočutje ali pa potreba potem, da opravičim tudi slaba dejanja drugih ljudi in odgovornost za slaba dejanja drugih ljudi jemljem na svoje rame. Glejte, eno je biti sočuten, drugo je pa biti nespameten. Ne? Če nekdo ni prav naredil, se pravi, ko se jaz vprašam, kaj v tem trenutku občutim, in če občutim nekaj, jaz se moram pač s svojimi čustvi ukvarjati. In recimo, nekdo je nekaj naredil, jaz se počutim razočarano. Recimo, ne? Kaj bom najprej pomislila? Kaj me to uči? Kaj je moja šola?
A imam potrebo potem, da se vedno znova počutim razočarano. In to lahko preverim z mišičnim testom. In če imam vsakič znova potrebo potem, da se počutim razočarano, bom spet nosila jumbo plakat, stvarstvo, daj mi novo priložnost, da se bom počutila še bolj razočarano. Tako da, glejte, stvarstvo nas tudi uči, nas želi na en način usmeriti, da presežemo svoje pomanjkljivosti. Zdaj pa, če pogledamo še pogovori z angeli, ja, te so dol padle, jih ne moram pobrati, ampak da vidimo. Čakra tretjega očesa. Za vas je popolnoma varno, da vidite energijo ljubezni v vseh njenih oblikah, kot so na primer angeli, aure in različne vizije. Dovolite si videti, dovolite slediti. In tale čudovita slika je slika Josephine Wall. Sem prepričana, glejte to, kako čudovita slika angela, angelske vizije. Čakra tretjega očesa je povezana, tle gora, s tem delom, videti resnico. Ko jaz dovoljujem si videti resnico in ko odpustim vsem mojim rabljem, se mi sčisti kanal vizije. Ampak predvsem najtežji je pa največkrat odpustiti sebi. Glejte, koliko primerov sem že videla, da so ljudje rabili izkušnjo raka, da so si lahko odpustili za kakšno dejanje, ki so nekoč nekaj naredili, pa bi danes drugače naredili. Odpustiti sebi. Odpustiti drugim. Zadnjič sem govorila z eno gospo, v družini imajo se je zgodil samomor in veste, kakšna bolečina zadaj ostane, ne? In odpustiti drugim, ker tisti trenutek nekdo ni zmogel. Odgovor na vaše vprašanje je skrit v duhovno-romantičnem partnerskem odnosu. Nadangel Mihael, ki objema to varovano telo ali tega varovanca. In ta romantična vez z angeli, da je enostavno dovoljš, pa ne romantična, ne razmišljati spolna, ampak da imaš tako povezavo in zaupanje v to božje stvarstvo, da boš vedno dobil odgovor. To je tisto. Zdaj, kaj se zgodi? Ko mi to občutimo, se nam poveča energija srčne čakre. Vera povečuje srčno čakro. In ko se aktivira srčna čakra, imenuje se to koherentnost srca, srce začne biti bolj enakomerno in začne sproščati valove v možgane in dobesedno se poveča tok energije v možganih in se poveča sprejem božje zdravilne svetlobe. In ko to naredite, se začne vse spreminjati okrog vas. Zato, delajte na sebi. Vsako stvar, ko jo boste naredili na sebi, boste videli, se bo nekaj spremenil. Delajte zdravilno molitev dekodiranja. Toliko primerov sem videla, da so si ljudje pomagali in res sem prepričana, da je to orodje, ki pomaga. Pomaga mnogim in če ste močno v dreku, mogoče je čas, da začnete kidati. Tako da uživajte na tem potovanju in naj vam pri vsem, kar delate, pomaga vse stvarstvo. Ker zavedajte se, vi ste ljubljeni otrok stvarstva. Stvarstvo navija za vas. Uživajte in vse dobro.